jasni zračni poti. Čebelica, odkot in kam? Kje pa je tisti ciciban, ki venomerno gaja, ki mamici nagaja? Kje pa je tisti ciciban? Če bil bi tukaj ciciban, čebela svetlokrila, kaj bi mu naredila? Če bil bi tukaj ciciban. Če bil bi tukaj ciciban, takoj mu bridko želo, zapičil trdo čelo. Če bil bi tukaj ciciban. A očka mu nabije svetlično bilko zadnjo stran. Premotil si me ciciban, le vem, kaj sem hotela, po kaj sem priletela. Premotil si me ciciban. O, saj povedi ciciban, le vprašaj ga čebela, po kaj si priletela. Ne laže pa ne ciciban. Če pa ne laže ciciban, potem je fant od fare, naj skače vse potare, da le ne laže ciciban. In ciciban, čebelica prepeva, vse više potreba, za njo mi gleda ciciban. Danes tukaj in jutri pred 95 leti v gostilni Vapotich kot prvi predsednik novostanovljene čebelarske podružnice prevzel vodenje Franc Dunaj Cezanjevec. Stati in obstati, Primož Trubar. Lahko bi rekli, da je gospod Dunaj začel pisati zgodbo čebelarskega društva. Danes smo ponosni, da se ta zgodba nadaljuje. Zato se jih vsa leta spomnimo o godu svetega Ambroža, zdarovano sveto Mašo. Danes so časi drugačni. Nič več volje, časa. Pogosto slišim, kaj pa bom jaz imel od tega. Zgledujmo se po čebela, vse z enim ciljem. Moramo preživeti, ohraniti čebelarstvo v našem koncu. Pri tem ste nam veliko pomoč šole. Predvsem mentori, ki vzgajate mladi rod čebelarjev in nekateri danes že pridno čebelarijo. Še kako se zavedamo, da brez pomladka ne bo čebel in čebelarstva v naši kraji. Kljub temu so čebele ogrožene. Kajti čebela je pokazatelj stanja v naravi. Pomori čebel, onesnaževanje voda, zraka, nevarni odpadki in še. Spomnim se pred več kot 20 leti, še kot odbornik društva in začetni čebelar, pripovedi čebelara iz Babinec. Rekel je, zapomni si, kam to pelje, vse bomo uničili in vse bo uničeno. Vprašajmo se, kako dolgo bodo še čebele z nami. Prazni panji in izgonite čebele se že vrstijo. Nova in nova sredstva za tretiranje bolezni rastlin jih nenehno in vse bolj ogrožajo. Vnos tuje rodne vrst v naš ekosistem pa vse bolj spodjeda domače avtohtone vrste. Še sreča, da smo zaščitili našo kranjsko sivko in vnos tuje rodne vrst čebel ni mogoč. Hvala vredna je pobuda čebelarjev z medenim zajtrkom in slednje z dnevom slovenske hrane, kjer preko najmlajših ozaveščamo starše, da je najslajša domača. Odprle so se nam oči in zbistril Kupujmo domačo slovensko lokalno pridelano hrano, ki lahko v nekaj urah doseže naš jedilnik. Zaslužek in poplačilo truda za njihovo delo dajmo domačim ljudem in s tem posledično ohranimo poseljenost vasi in zmanjšamo migracije v tujino. Spoštujmo domače, kar je slovensko. Danes pa je prav poseben dan, o katerem smo se vam v društvu spomnili na vse, ki ste se svojo predanostjo, voljo, požrtvovalnostjo in delom uresničevali projekte društva. Hvaležni smo vam in zato danes sprejmete zaslužena odličja. To pa ne pomeni, da se sedaj umikate. Želimo, da še naprej uspešno sodelujete z društvom. V imenu Čebelarskega društva Ljutomer zahvala vsem, ki boste prejeli odličja. Prav posebna zahvala
pa bo danes namenjena gospe Nadi Mesarič, ki je uspešno vodila čebelarski krožek polnih 10 let. Potem pa še našla dobro zamenjavo gospo Ireno Tibalt, ki danes tukaj povezuje program. En lep pozdrav v imenu Čebelarske zveze Slovenije, v imenu našega predsednika Boštjana Noča, seveda kakor tudi v svojem imenu. Slovenci smo narod čebelarjev. Dobro poznamo čebelo in njeno vlogo v naravi. Cenimo čebelje pridelke slovenskih čebelarjev, v čebelarstvu smo svetovna velesila in kot taki prepoznavni in priznani po celem svetu. Zavedamo se, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel. Slovenski čebelarimo vzdušno. Slovenski čebelari imamo svojo pasmo čebel, Kranjsko sivko, ki je druga najbolj razširjena čebela na svetu. Imamo svojo himno, imamo svoje prapore, imamo slavnostno obleko, imamo čebelarski dom, v katerem je trgovina s čebelarsko opremo in čebelarskimi pridelki in tudi gostinski lokal. Imamo strokovno knjižnico, imamo svoj laboratorij, strokovno revijo Slovenski čebelar, unikatne čebelnjake, imamo panjske končnice, imamo javno svetovalno službo v čebelarstvu, ki skrbi za naše izobraževanje in za razvoj čebelarstva ter za prepoznavnost v domovini, kakor tudi v tujini. Imamo opazovalno in podovalno službo, ki nas obvešča o času in kraju medenja. Imamo svoj čebelarski praznik, imamo medeno kraljico, ki je med nami. Imamo čebelarske krožke, ki skrbijo, da se čebelari pomlajujemo. V zadnjih 10 letih smo se naše vrste pomladili za nekje okrog 8 let. Imamo medeni zajtrk, ki smo ga pričeli čebelari po vrtcih in se je pozneje razširil na vse slovenski zajtrk. In ta zajtrk se širi tudi preko meja na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Hrvaškem, Danskem. V Evropskem parlamentu je tudi občasno slovenski zajtrk, zdrav zajtrk. Imamo prepoznavni čebelarski turizem, najbližji tu je čebelarski muzej Tigeli. Trudimo se za legalizacijo apiterapije. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije bo, prepričan sem, drugega leta naprej, 20. maj, slovenski praznik, slovenski čebelarski praznik,
svetovni dan čebel. Prizadevamo se, da bi bil v Sloveniji učni center čebelarstva, učni svetovni center čebelarstva, kar sem prepričan, da bomo uspeli. Kandidiramo tudi, da bo leta 1921 v Sloveniji kongres Apimondije, to je svetovne organizacije čebelarskih zvez, ki združuje 92 čebelarskih zvez celega sveta. Zaradi tega smo upravičeno lahko ponosni, da smo del tega. Hvala za vaš prispevek pri razvoju slovenskega čebelarstva. Na koncu naj samo še čestitam čebelarskemu društvu Ljutomer ob čestitljivi obletnici 95 let uspešnega delovanja in čestitka seveda tudi dobitnikom priznanj z željo, da še naprej tako dobro delate. Hvala s čebelarskim pozdravom naj medi in želim vam leto 2017 medeno leto in uspešno leto. Hvala lepa. Zelo vesela sem in v čast mi je, da sem ravno to leto medena kraljica, ko tukaj v Ljutomeru praznujete 95-letnico vašega čebelarskega društva. To so trenutki, ki jih je res vredno proslavljati. Spoštljiva in seveda visoka obletnica vam mora biti ne le v čast, temveč tudi v neizmeren ponos. Kaj ti delate za čebele, ki so nam vsem v velik nauk. Učijo nas namreč le najlepše stvari. Dolga leta neprecenljivega truda so za vašim društvom, vse od začetkov pa do danes. Pomislimo, koliko življenj teh drobnih čebel je bilo v vaših medenih panjih. Koliko čebelarjev se v teh letih za čebelarsko društvo Ljutomer trudilo. To je res velika številka in mislim, da je ne moramo prešteti. Društvo ni in ne sme biti le delo posameznikov. Že sama beseda društvo namreč pomeni druženje in združevanje moči za skupne cilje. Čez vsa leta seveda lahko zasledimo novice o marljivih čebelarjih, koliko ste pripomogli k prepoznavnosti slovenskega čebelarstva, o raznih odličnih rezultatih na ocenjevanjih medu, potem seveda mladih čebelarjih, ki jih vpeljujete v to pomembno dejavnost. In veliko vas bo danes tudi prejelo pohvale. Moram reči, da vse pohvale in nagrade za seboj nosijo veliko obvezo, veliko odrekanj in seveda veliko marljivega dela. Toda saj veste, kako pravijo, brez potu ni medu. Želim vam, da krepite sodelovanje, da si med seboj pomagate, ponujate nove ideje in predloge, ter se seveda tudi pogovarjate o novih načrtih. Izjemno sem vesela, da lahko v mojem poslanstvu medene kraljice stojim ob strani tako dobrim in srčnim ljudem, kot ste čebelari. Veličina človeka se namreč šteje tudi v tem, koliko postori za naravo in kakšen ima odnos do nje. In čebelari brez dvoma izkazujete zelo veliko ljubezen do narave in čebel. Naj se vam seveda iskreno zahvalim za povabilo v vašo družbo danes in sporočam vam, da zelo spoštujem vaše delo in se veselim naših skupnih uspehov slovenskega čebelarstva. Naj vam ob tej obletnici prisrčno čestitam ter zaželim zdrave in močne čebelje družine ter uspešno čebelarjenje še naprej. Sedaj smo sicer že krepko zakorakali v zimski čas, tudi prazniki so že pred nami in stari pregovor pravi: kolikor po zimi leda, toliko po leti meda. No, jaz vseeno upam, da pot do čebelnjaka ne bo preveč ledena, v prihodnjem letu pa vsekakor naj medi. Hvala.
opravljajo veliko koristnega. Je ena najpomembnejših vpraševalk, celo najbolj pomembna pri vpraševanju prehrambene, torej sadja, zelenjave in tega naravnega okolja in se tega sploh nekako ne zavedamo. In tudi premalo mogoče poudarjamo, da smo v tem koncu imeli veliko dobrih čebelarjev, po domače bi rekli tudi pametnih. Ne blizu tu v Radguni je bil gospod Peter Dajnko, duhovni filozof, ki je deloval od Radgune potem tudi do Velike nedelje. Tistega leta ni bilo tako enostavno, ni bilo tako demokratično pisati v tajščici, to je neka nova pisava, ki je tudi v tej pisavi veliko omenjal in pisal o vinogradnikih in tudi o čebelarjih. Tistega leta, 1830, je izdal 50 tisoč izvodov nekih knjig in tako dalje, potem seveda ni bilo vse tukaj to prepovedano. To navezujem na to literaturo, ki jo danes mi dobivamo kot čebelarji, ne samo čebelarji, tudi nasploh, veliko informacij. In bi nam potem v tej logiki lahko bilo čebelarjenje ena sama pesem, poezija, kmetijstva, da rečemo, pa ni tako. Kot je predsednik omenil, nekoliko bolj to temno plat našega čebelarstva, kar je res. Vse dobro se potem tudi nekako nadgrajuje samo navzgor. Tudi prihaja do pacev in smo ga in take situacije, zgodbe, ne samo mi, Pomurci in pa Slovenci in tako dalje, da je naša čebela ogrožena. Upam pa, da se bo nasploh dobro ime v Sloveniji, v Evropi in tudi po svetu. Ne gledam samo zdaj leta 2018, če bo ta svetovni dan čebel, da se bo ta prepoznavnost naše krajinske sivke tudi potem poznala in nekako dobila svoj primat, da bomo nasploh bolj, rekel, nekako z občutkom sodelovali z vsem naravnim, kar je pri nas. Mi kot Pomurska zveza smo dali že pobudo in se združujemo tudi z lovci, ribiči, tudi ornitologi. Mi vsi smo nekako v enem takem življenjskem krogu v soodvisnosti. Samo s takim skupnim delom, sodelovanjem, ne pa nagajanjem, lahko upamo in računamo, da bomo tudi seveda uspeli. Verjamem, da bo tako. In mi govorimo po navadi naj medi, jaz bi takole nekaj na koncu povedal samo še to, naj medi, ampak naj se čebela ne oslabi, ne nam čebele ostanejo, kaj ti kaže, da to leto je kar zahtevno za čebelarjenje. Pa ni vsega kriv samo čebelar. To je tako, moja bi rekel, kar ena sigurna trditev. Tako da skupni močmi bomo verjetno lahko tudi te na drugi kos. Seveda pa še moram povedati to, da kot predsednik kraljujem zdaj že mogoče 2 leti, ker bom kraljico, lahko potem jaz tudi kraljujem, samo mene malo manj ubogajo. Zahvalil bi se vsem članom tukaj prisotnim, vidim vas, pa se takole poznam, predvsem po domačemu društvu, predvsem gospod Branko, ki je prišel pred leti z idejo in rekel to zamislijo o medeni kraljici. Ne nazadnje v Ljutomeru ste imeli prvo vinsko kraljico, to sem danes slišal po radiju, pa imamo zdaj potem že praktično prvo medeno kraljico iz tega konca, oziroma začetek je bil se tako. Torej imamo nekaj primernih in takih dogodkov, na katere smo lahko ponosni. Torej skratka, vsem vam hvala lepa za pomoč, ker nisem veril, da bom na dnevnem redu, v programu, bi si jaz kaj napisal malo več, ampak mislim, da bo to kar dovolj. Hvala lepa in naj me ni. Bi se ob tem hkrati tudi zahvalila za tvorno sodelovanje šolo, vsem članom društva. Še posebej pa bi se zahvalila predsedniku, gospodu Bratiščaku, ki je z svojim entuziazmom in vztrajnostjo dosegel, da imamo ob šoli čudovit čebeljak in izjemno dobro, lepo urejeno čebelarsko učno pot. S tem nas je tudi spodbudil, da smo na osnovni šoli oživili čebelarsko dejavnost, ki je imela na šoli sicer že kar lepo tradicijo, vendar je potem za nekaj časa zamrla. No in tej pobudi se je odgovorno in zavzeto odzvala tudi naša učiteljica Nada Mesarič, ki je vsa ta leta, odkar smo pač začeli tako sodelovati, vodila čebelarski krožek in vzgojila mnogo učencev v tej plemeniti dejavnosti. Pridobivali so izkušnje in znanja,
tako da so lahko tudi tekmovali na državnem nivoju in vsakokrat so prinesli kakšno visoko priznanje. Tako da mislim, da res dobro delamo, da smo odlični in to tudi dokazuje, ne, da skupnimi močmi dosežemo več. Še enkrat vsem najlepša hvala in iskrene čestitke v jubileju. To smo vam pa pripravili, tako da se boste malo okrasili ali svojo pisarno ali kar pač otroško rizbico.